Evo, začenjamo zdaj naprej. Imamo, mislim, da že tretji del, ja. Torej, sobota, 9. maj 2026, tretja generacija Šola za življenje Ananda, nadaljevali del, tretji letnik. Seansa z Ivo, vodi Jasmina. Evo, in gremo v proces. Takole. Okej, a smo ready? Gremo. Imamo zanimivo temo danes, malo smo se že gor pogovarjali, ali? Smo že prej dodatke imeli, pa kva bi še rabili, pa kaj ne bi rabili, pa hrana, pa dieta, kera je zdaj najboljša, ne? Robija bi rabili danes. A ne? Ja, škoda, da ga ni. In danes nas je ne, sej danes niso mogli eni. 10 nas bo pol vse, ja. Tako da, eni pa pač. Danes je malo bolj butično. Ja, danes. Jagodni zbora, veš, pa to. Ja. Ostanijo samo oni, ne. Okay. Iva, lepo pozdravljena, me veseli, da se spet vidimo. Hvala, ker si prišla, da lahko jaz se preizkusim v tej seansi. Mi smo se že skoraj malo pogovarjali, pa preden bi delile z vsemi, kaj bova danes delale, bi te jaz povabila, če se samo majčkam, če zapreš oči, da se umiriš, lahko parkrat globoko vdihneš, izdihneš, lahko vdihneš mir, ljubezen, varnost, notranji mir, pripravljenost za soočanje danes s sabo. Pa izdihneš stres, mogoče skrbi, nervozo. Odpremo z vse čakre, meridiane, odstranimo vse škodljive vplive okolja in se pripravimo na terapijo. Mi da smo prej že malo govorili o eni zanimivi temi, pa bi te povabila, če lahko še tukaj poveš, o čem bi danes govorili, kaj je tisto, kar te teži, da bodo še ostali slišali, pa bojo lažje sledili najinem pogovoru. Ja, da v bistvu po eni strani so finance moj izziv, zlasti, ker sem ugotovila, da skoraj pol penzije porabim za prehranske dodatke. In vsak dan razmišljam, kaj bi lahko odložila, brez česa bi bila lahko od te cele vrste, kar imam. Pa še nisem ugotovila. A imaš v tem občutek krivde, bi si želela, da je teh dodatkov manj? Mislim, občutek krivde, ne, ne vem, če je to občutek krivde, bolj je
realna situacija, da je to zelo veliko denarja. Pa se sprašujem, ne vem, če je tukaj spodaj moj strah, ki se vleče po moje tam pač od 3. leta moje starosti, se o tem sem enkrat že govorila. Ko sem kot otrok imela eno nesrečo, v kateri je bila v bistvu borba za preživetje. In sem bila 3 mesece brez obiskov v bolnici. Bi ti bilo v redu, če greva ta dogodek malo globje pogledat, pa vidva, če je mogoče tukaj odzadaj. Lahko mogoče kar malo opišeš ta dogodek, če lahko imaš tudi zaprte oči, da se probaš vrniti v ta čas, ko si bila ti stara 3 leta, pa nam malo opišeš, kaj se je zgodilo. Ja, jaz se tega sicer ne spomnim, pač po pripovedovanju. Moja mama je pač v vrelem lugu namakala očetovo delovno obleko. Jaz sem se pa igrala tako, da sem hodila v rikverc, da sem padla v tisti škaf noter. In sem pač zaradi hudih opeklin bila pa 3 mesece v bolnici. Obiski niso bili dovoljeni. In ko me je mama prišla iskat, nisem hotela več z njo domov. Se mogoče kaj spomniš, kaj si kot otrok takrat čutila do mame? Rekla, da nisi želela iti z njo domov. Zdelo se mi je, da je ne poznam več. Kaj mogoče si takrat občutila? Ali pa danes, ko pogledaš to situacijo nazaj? Če si kakšna? Ko si me to vprašala, sem se vprašala, če je tudi to bil razlog, da se mi je zdela pol vedno neumna. Ali samo zaradi tega, ker je veliko govorila. Kot sem že rekla, se ji danes velikokrat opravičujem za to. V bistvu sem jo pa začela ceniti šele, ko je oče umrl. Ker sem bila nanj strašno navezana. To je bilo nedostopno. Če te prav razumem, si imela občutek, da mame nisi poznala in da se ti je mama celo življenje zdela neumna. Kakšne občutke si imela pa takrat do očeta, ko si bila v bolnici ali pa ko si prišla domov iz bolnice? Kaj spomniš mogoče? V bistvu se sprašujem, zakaj se mi je oče zmeraj zdel. Pa saj vem, da so te vezi oče pa hči pa tako naprej, ampak zakaj se mi je, bom rekla, moški spol v naši družini zdel vedno nekaj več, ali kako naj temu rečem. Prav si bolj cenila, čeprav razumem, moški spol kot ženski spol v vaši družini. Ja, v bistvu, ja. Lahko
lahko malo pogledaš, zakaj je v tem tako. Kaj so moški imeli, pa ženske niste imeli. Pogledava, ko si bila otrok, mamo in očeta, kaj je oče imel, pa mama ni imela. Da si njega bolj cenila kot mamo. Oče je bil pač zaprt, tih in umirjen. Mama je bila nervozna, kar je sicer logično, danes jo razumem, ker je bila hrbteničar in je živela ob tabletih proti bolečinam. Veliko je govorila, zame preveč. Ampak pač take vsakodnevne stvari. Veliko se je jezila. Zdaj me celo prišlo na misel, da karkoli sem naredila, ni bilo prav. In tako, tako se spomnim, jaz sem bila zelo živahen otrok. To sem že enkrat rekla, sem 40 vročine s pljučem so letala po dvorišču. Zdaj ugotavljam, da se mi v bistvu ta, ne vem, dobra volja, veselje, ne vem, uživanje, kako mi rečem. Ta občutek, da se mi šele zdaj vrača v življenje. To je super. Si malo je prišel na dan, malo v ospredje ta živahen, vesel, radosten otrok, mogoče želi priti malo ven. Ja, prav res. Prav ono, ki ti je fajn, da tudi kakšno neumnost počneš. Pa si dovoliš. O ja, zdaj že. Kakšen je občutek? Super, odlično. Sam ne, sem imela imam dobrega učitelja. Greva mogoče izpostavlja si to travmo, te nesreče, kot eden izmed vzrokov, da ti težave, kaj imaš danes. Da bi šla vse mogoče malo pogledati v ta čas. Jaz bi mogoče dala to majhno 3-letno Ivo, ki je v bolnici nastal, če se strinjaš. Je bilo to v redu? Na tem stolu sedi 3-letna Iva, ki je sama v bolnici. Ima opekline, verjetno jo precej boli. A lahko poskušaš opisati, kakšna je? Kodrasta, s skoraj belimi lasmi.
ta majhna Iva sama v bolnici. K sreči je imela sestrično, starejšo sestrično, dosti starejšo, ki je delala v tej bolnici in je nekako poskrbela zanjo, čeprav nismo imeli kakšnih hudih sorodstvenih vezi takrat. Kakšne občutke ta Iva, jo je strah, a je žalost, osamljena. Prestrašena. Vse je tako zelo megleno. Najbrž tam nekje zelo globoko. Mogoče poskusila usedeti na ta stol, pa začutiti to energijo te majhne Ive. Pripeljal se mi je odgovor, zakaj se mi je mama zdela neumna. Ko sva šli domov, mi smo pač na vasi 2 kilometra iz Radovljice in tam ne vozi avtobus, sva šli peš. Ne vem točno, kdaj je po mojem vrteli. Ker spomnim se, da je bil travnik, da sem jaz letala pač tam po onem travniku pa rože nabirala. In potem je pač prišla ena, ne vem točno katera ženska. Jasno, da je spraševala mamo, kako sem in to. In moja mama je hotela tej najbrž kakšni sosedi pač konkretno pokazati, kako je z mojimi obliklinami, ne. In je pač dvignila moje krivo in mi hlačila. Ja, v bistvu me to spremlja še celo življenje.
se zdaj občutila takrat? Kaj se te mehni punčki dogaja? En velik sram, ki me itak spremlja cel življenje. Še kaj mogoče? V bistvu tudi jeza na mamo, ki ni imela nobenega feelinga. Znam jeza. Še kaj? Mogoče tudi žalost. Kaj bi pa ti kot mehna punčka v tistem trenutku od mame dobila? Samo en objem, pa potrditev, da sem v redu. A si se mogoče v tistem trenutku, ali pa v bolnici, ko si bila sama, dala kakšno zaobljubo? Mogoče sem si dala zaobljubo, da se pred drugimi ne bom slačila. Če pomislim, koliko mi je bilo grozno v različnih situacijah v življenju. Ko sem šla v srednjo šolo, sem šla v Ljubljano. In sem bila prvi 2 leti v internatu. Ta internat je imel skupno kopalnico. Tako kot, ne vem, jaz še danes imam predstavo, da je tako kot v koncentracijskem taborišču, ki ne ženejo ljudi noter in odprejo one tuše. In meni se je zmeraj zdelo, da vse ženske gledajo samo mene, čeprav je bila tam not pol tema. Grozno. Vsak teden. Vsakič mi je bila muka. Ta sram spremlja potem tudi v življenju še naprej, čeprav razumem. Ja. To je kako uviral. Ja, oviral me je. Mogoče je tudi to bil razlog, še dodaten razlog za mojo zelo slabo samopodobo. Ker vem, ko sem se
pač kot odrasel človek, ki sem delala v šoli. En obdobje tudi v Štepanskem naselju, pa je bila tam tudi kolegica. Zanimivo, da ima celo isti dan, rojstni dan kot jaz. Ki ima hude opekline, tlele po rami pa po roki gor. Ampak take nič lepe opekline, bom rekla, slabo zazdravljene. Pa je mirno nosila majice brez rokavov. Pa sem jo velikokrat gledala. Pa se spraševala, kako ona to lahko tako mirno brez težav. Si želela, da bi ti tudi brez težav izgleda koža tudi tam, ki so opekline? Ja, no, saj, če pomislim, saj sem napredovala. Če pomislim, da smo danes v nudističnem kampu, jaz sicer nisem v drugih, ker se razkačijo tam vsi slečeni. Ali ni pa tudi uspeh, da sploh sem tam. Prej sem te poskusila napeljati v obdobje, ko si bila v bolnišnici, ko si bila majhna. Pa mi nisi znala nič od tega povedati. Se ti zdi, da je to nekaj, kar si zakopala vase kot Verjetno. majhna? Se kaj spomniš tistega obdobja iz bolnice? Ne, v bistvu ne. Se spomniš samo, kako ste šli z mamo domov? Spomnim se iz maminega pripovedovanja, da je ona prihajala, mislim, da na Vinčanecu vsakodnevno in me gledala skozi šipo na vratu. Če jo peleš v hipnozo, veš, pa greš po stopnicah dol, pa jo malo zaposliš, pa forum. A bi poskusil se tega dogodka spomniti s hipnozo? Da probava malo izklopiti, pa da vidva, če bova kam dlje prišle, ker se mi zdi, da mogoče je ta dogodek bil za to majhno Ivo kar težaven in naporen in kaj hoče, da smo malo potlačila in pozabila. Še ene dvakrat globoko vdihneva. In bova šli prek ene tehnike, vedno bolj globoko sproščeno stanje. Spuščali se bova po stopnicah, počasi dol. In z vsako stopnico, z vsakim štetjem boš ti vedno bolj sproščena. Če bo mogoče hotel se kaj vklatvati, se
Zaposliš svoj tako, da odšteva od 100 po 5 nazaj. Ja, se pravi, ima opravka s štetjem, tvoje telo se bo sprostilo. Pravljena? Greva naprej. 10 stopnici izhod. Tvoje telo je sproščeno. Roke padajo čisto prosto. Noge so težke, sproščene. Prstni koš je sproščen. Je izklopila, če niso ukvarjaš. Naslednjo stopnico, 9. Še globlje. Tvoje telo je še bolj sproščeno. Še manj vpliva, še bolj odplava. Noge so še težje, trebuh je sproščen. Greš počasi, še eno stopničko nižje, še globlje, v še bolj sproščeno stanje. Trebuh je sproščen. Popolnoma si zasedena v stolu. Se še vedno ukvarja s štetjem. Se ostalo za zdaj ne pomeni. Še globlje. 6. Se še bolj sproščeno stanje. Globoko pogriznjeno v stol. Noge, roke so težke. Je nekje v ozadju. 5. Še ena stopnica nižje. 4. Že skoraj popolnoma sproščena. V ozadju še vedno šteje. Nima več nobene vloge, nobene funkcije. Ja, še globje vate. 3. 2. Roke, noge, celo telo, glava, vse je popolnoma sproščeno. Dovoljš telesu, da samo je, se ukvarja s štetjem. Obrambni mehanizmi popustijo. Si popolnoma hipnotičnem stanju. Prideva do dna, po največji globini. 1. Si popolnoma sproščen. Si majhna punčka, ki ležiš v postelji, v bolnici. Spela rjuha. Kaj se dogaja? Kaj vidiš? Da ležim na postelji in previrajo moje oblikline. Sama v sobi, sestra je še tu. Zdravnik.
Kakšna pa je ta Iva, ki leži na postelji, pa previja, se počuti. Boljivo. Še kaj mogoče. A joka? Ne. Prestrašena? Ja. Osamljena? Ja, pa ne. Kakšen smisel ja pa ne? Ja, zato ker ni doma in ne zato ker ni sama. Še kaj mogoče čuti ta mirna Iva? Kaj potrebuje ta mirna Iva? Polnici. Čez kaj previja? Kaj želi? Strah jo je. Ja, želi si seveda pozornosti, pa kakšen objem. Si želela, bi tam nekdo, ki bi jo objel in bil z njo? Ja. Tega ni dobila. Ta mirna punčka, takrat je bila sama v ulici, pa je bilo strah. Dala kakšno zaobljubo. Obljubila, da bo ali pa ne bo nikoli več v življenju. Da bo sama pazila nase, če druge ne more. Še kaj mogoče. Si lahko ti predstavljaš, da si majhna punčka in zdaj k postelji pride odrasla Iva in jo objame. In je
povejte varno, da bo vse v redu. Potem greš gor, ja, proti koncu, kako boš imela vse. Lahko pa tudi narediš še vhibavčen stanjo menjave, pa potem jo peleš na koncu. Ja. Prišla je velika Iva. Kaj se dogaja? Se ta umetna Iva počuti? Čisto drugače. Je pomirjena, da? Ja. Kaj odrasla Iva, kaj povedala o tej majhni Ivi? Varna si, pa v redu si taka, kot si. Umetna Iva pravi. Kaj odgovori? Pravi rada te imam. Bom te dala še malo časa, da se naužijeta te medsebojne ljubezni, kar je vrata velja. Pripravljeni na slove. Če imate še kaj za povedati, kar povejte.
Ja, da sem vedno tukaj s tabo. Nisi sama. Važno. Kaj bolj pomirjena. Lepo. Opolnomočena. Pripravljeni, da se poslovite. Počasi, po stopnicah, ko si pomahata. Gremo počasi po stopnicah nazaj gor. Vsako stopnico boš bolj nazaj. Gremo 1, 10, 2, 3, kaži nazaj, 4, 5, kaži nazaj, dobre občutke zdaj postavi, 6, 7, že skoraj na površju, 8, 9, Super je bilo. Pa se mi ne duše. Ful dobro je bilo. To bi jaz tudi mogla sama sebi narediti. Lahko človek sam sebi. Načeloma lahko si samo Imam hipnoza. preveč dejaven um. Ja, Ko se te na to usipiš. zato smo to predlagali. Ja. Tvojo majhno Ivo lahko crklaš, kadarkoli želiš. In ona tebe nazaj. Kako se zdaj počutiš? Zelo dobro. Bogato. Bogato. Polno. Živo. Tole Ivo kar crkljaj. Vidiš, mogoče kakšno povezavo s dodatki. Da lahko mogoče zase skrbiš tudi na tak način. Ja, vem, da imam na tak način skrbim zase. Ker me stalno čez brega. Si lahko vzameš malo časa, tudi da pocrkljaš to majhno Ivo. Tako. Še kaj, kar bi mogoče izraslo, kar je
Še kaj ostalo? Ne, vse je popolno zaenkrat. Odlično. Z veseljem bomo za pikico na i, da bo še bolj popolno, še malo odstranila, če je še kaj ostalo od teh prepričanj, vzorcev, pa še malo to zapolnjene, še z majčkeno lepim. Ja, pripravljena? Finance so mi izziv, polovico dodam za prehranske dodatke. To izvira iz časa, ko sem bila stara 3 leta. Bila je nesreča, borila sem se za preživetje. 3 mesece sem bila brez obiskov. Obiski niso bili dovoljeni. Nisem hotela z mamo domov. Zdela se mi je, da je ne poznam, mama se mi je zdela neumna. Cenila sem jo šele, ko je oče umrl. Mama je že kot otrok bila nervozna, preveč govorila, nič ni bilo prav. Jaz sem bila pa živahen otrok. Ko so šli iz bolnice peš, je mama želela pokazati opeklino in mi potegnila hlače dol. Pojavil se je sram, jeza na mamo, žalost. Potrebovala sem objem in potrditev, da sem v redu, a tega nisem dobila. To mi je ostalo še danes. Težave v življenju, sram. Spomnim se, ko sem ležala na postelji, previjal sem mi opekline. Bila sem prestrašena. Strah mi je bilo. Želela sem si pozornosti in objema. In zdaj vse te občutke, pričanja, vedenja, občutke potegnemo ven, jih pošljemo v vesolje in zamenjamo s drugimi. Namesto vsega prebranega zgrajujemo občutek ljubezni, varnosti. V redu si, točno takšna, kot si. Spoštuješ se, ceniš se, rada se imaš. Zate je vedno poskrbljeno. Popolna si, točno taka, kot si. Zaupaš, da bo zate poskrbljeno. Tudi če sama kdaj ne moreš poskrbeti zase. Imaš nek občutek topline, varnosti, ljubezni, polnosti. Rada si in zaupaš si.
radosti v življenju. Zdaj skreiramo vse te občutke in jih integriramo na nek varen, nežen, sočuten način. Značen za vse vpletene. Še ločimo vse energije, ki se jih vlagala v te občutke, situacije, vedenja. Jih prečistimo in vrnemo v čisti obliki nazaj. Boš pripravljena, lahko odpreš oči. Kako si? Hvala za to. Me veseli. Moram, nekaj bi še rada povedala. Da sem opazila ne danes, že prej, da sem šla in da sem hvaležna, da sem šla, bom rekla, v 99% iz mamine energije. Kako si to opazila? Ker čisto drugače funkcioniram. Tudi zadnji je malo drugačen. Super. Ja. To se mi zdi res prav uspeh. Si mu nehala mamo igrati tudi? Prosim. Si mu nehala mamo igrati? Tudi malo, ne? Ga vidiš kot partnerja. Super, bravo. Še domača naloga. Jaz sem učiteljica, jaz moram domača. Ja. Probi čim bolj krepiti ta vajin stik in ta občutek, ki si ga danes začutila, to toplino in ljubezen, in da je vse v redu. Se kar spomni na to, kako se crkljata tam in čim bolj krepite vsak dan. Ja. Čestitam, bravo. Hvala, ker si prišla. Vedno lep proces, a ne? Ja, kot vedno. Ja. Imaš pa še lepši dan lahko naprej, a ne? Res je. Ja.
sem se dala, da me bazirna, evo, No, čisto mako. no, ste se malo. Bravo. Bodite lepo. Enako. Hvala, da se vidimo, ne? No, evo, super. Bomo šli en krog, a ne? Super je bilo, a ne? Lepo, pohvale, čestitke. Tanka se, a ne, sem pa sugeriral, da dej hipno, ne? Ja, čeprav Ja, jaz sem začutila, da jo pelem nazaj gor. ok, vse v redu. Ja, Pa daj pa najprej. eno stvar imam vprašanje. Mhm. Meni je bilo mogoče kar malo škoda tole menjavo vzorcev na koncu, a res. Ja, dej, A ni je v nič redu, narobe. če v takem primeru Mhm. jo pustiš v tem občutku? Jaz bi mogoče, kaj je že bila v tem, a ne, bi tam naredil že, a ne, pa bi jo pol pelil, a veš, ven na koncu, ja. Tako sem mislil, no, ampak ok, nič hudega, je bilo tudi to. A za tamano Ivo menjam vzorce, a za Za njeno? obe, Za a obe. veš, za obe, ja. Tako se mi zdi včasih, a ne, ko je klient v teh dobrih občutkih in napolnjen, a je sploh še Ja, tako, ta kot si menjava rekla, ja. potrebna. Če se že tako globok proces zgodi, a ne, da že Ja. presvetli, a ne, tiste blokade, potem doskrat tudi ni, a ne. Ja. Ampak just in case, jaz to doskrat še vedno naredim, a ne. Aha, Za ok. vsak slučaj, a ne. Tako da ni panike, ne. Saj sem še bolj utrdil to, pa ko si iskrerala, se bo to še bolj utrdila, veš, celični spomin, v zapis, tako da, a veš, narobe ni, definitivno. A Ne. to s hipnozo ste mene zdaj stestiral, tisto, ko sem teoretično odgovarjala na Vidim, da si imela, ja. praktično. Ne, v bistvu čutil sem, da rapa, ne. In včasih se to zgodi, a ne, da se pokaže, da pač zablokira, ne, in zato pač pelamo počivati, ne, tako da to je bilo štetje fajn in potem jo peleš dol in se je videlo, kako se je lažje, ne, spomnila. Prej pa blokada ni mogla, ne. Čisto je zabrobila, da Ja. se ne spomne. Tega Ne, je bilo čisto. blok, je bilo Ja, unizbolence, tako, je ni. ni šlo, ja. No, v Prej takih pa primerih je vse v redu. hipno vložek dobrodošel, a ne. Takrat, ko je zelo majhna, Ja. starosti. Tako ja, ko se res ne spomnejo, a ne, v takih primerih lahko naredite v bistvu ta hipnotični trans in jih peljete v spomin, a ne. Čeprav veš, zanimivo, ona se je spomnila, ko sta šli z mamo domov in da jih mlajši Ja, otrok tako tega se ne. jaz spomnim. Bolnice se pa ni spomnila. Ja. Ja, tiste je bilo pa zabrisana, ne. Ja, Ker je to obrambni mehanizem bil močen, da je preživela, a ne, in je pozabila. Ne. ja. Pa je pa takoj videla, je doktor, je videla, je sestro, ne, Ja. zanimivo, ne. Lej, možgani si vse shranijo, ne sam, pač obramba naša pa drži to, pač ujeto, ne. Tako da super, lepo, stik nežno, sočutno. A sem bila dosti glasna. Ja, upam, da so slišali. Ko sem videla to glasno. Malo več decibelov je bilo, ne, ampak ja, včasih ne pobere tale, ne vem zakaj. Se res tiho govorimo. Ja, veš kaj, padeš noter, ne, avtomatsko v tisti proces in greš v stik. Ja. Ja. Ampak kar malo čas težko, ne. Pa tudi ona je tako bolj potih, pa nežna, ne. Pa se pol prilagodiš na klienta, ne. Mislim, da je čas, da nas ozvočiš. Ja, mogoče. Ne vem kako. Še mikrofone tle okoli nosilja. Ta bo huda, ja. Ja. Super, bi če ti kaj pokomentirala sama. Še malo procesiram. Ja, mogoče še ostali kaj povejo pa. Maja. Bravo, super si
bila res. Prav v enem momentu sem te tako pogledala in sem bila na terapeutka, veš, prava, ja, res sem dobra, res. Se mi zdi umirjena, suverena, z tako milostjo si jo peljala, tako da je bilo res lepo. Pa še tole si obvladala, ne, hipnozo, nisem res taknena, ampak tukaj si šla dobro, res, ja. Ful dobro, tako da meni je bilo res všeč, bravo. Super. Mislim, te carice so ful dobro, tako res smiselna vprašanja, peljala, vztrajala, vodila jo nazaj, ki je pa tlej drugam, vztrajala, da ste šli, na konci povezala s tem, kar je prišla. Pri hipnozi sem jaz tudi bila hipnotizirana. Ja, tudi name je vplivala. Ja. Zdaj sem si dovolil, ne, in sem čutil, da še pasal mi je. Jaz se spomnim 5, Ja. pa se pa spomnim, naprej se pa spomnim, ki je bilo že rešen. Tako da je spomnim, kaj se mi je zgodilo. Prav lahko na Primožu sprobam doma. Tako da prvo res sem si tudi jaz prvo rekla, ok, probam, a ne, in jaz do 5 sem prišla, da se spomnim. Pa sem se pa spomnila, ker mi je glava padla in bilo tako, ok, mogoče bi jaz minimal držala prostor. Tako da, ful dobro, tudi tako, ko je Dejan namenil hipnozo, si bila tako. Ja, ok, gremo. Ja, vem, iz kje je potegniti. Ja, tako. Se vidi, da je bil izpit pred kratkim, a ne, da ste malo študirali. Super. je bilo, bravo, čestitam, res. Ja, bravo. Res se mi zdi tako, da je bila danes ena lepših terapij, ki smo jih tule gledali. Je taka nežna, sočutna, tako lepa zelo. Ti si se mi zdela zelo suverena na stolu, da vse veš, kaj delaš. Tako bilo navzven, meni je tako izgledalo. Tako da, ja, nima kaj reči. Tako, meni se mi zdela dosti ustrajna, ker se mi zdi na začetku se tako premalo tipali, ne, kam točen jeti, ampak ja, bolj se je najdel. Super. Veselim zate in za Ivo. Hvala. Super, hvala. Ja, čestitam, mislim, da bo si odvrla tole. Ja, da se je tudi vračala nazaj, ne, v tisto prvotno zgodbo, čeprav malo pobegala. In jaz sem z njo pobegala, pa v ta telesni strani mislila, ja, se smo malo zašli. Ko je dal nazaj, jaz sem mislila zgodbo. Ja. Tako da je bilo dobro, no, da si ohranjala to nit, ne, kaj je tisti bil glavni fokus. In tudi, ko si dobila izziv, no, tako da si sprejela in naredila to hipnozo po svojih najboljših močeh, da je bilo super. In tako, kar je rekel Tomaž, in se res delovala tako suvereno, ne, da veš, kaj delaš in da te tudi ima lahko zaupala in se prepustila. Tako da lep proces, sočutno, tako nežno. Ja, tako lepo. In pa jaz razmišljam, kakšna sem jaz kot klient, da sama sebe ne bi mogla Hendlati. kako pa tule lepo teče, tako umirjeno in flow in jaz tako. Jaz sem zelo intenzivna, tako da ne bi šlo tako. Ja. Vsak je specifičen, bom rekel, ne, za vsakega drugačna obravnava. Bi se odla reči, ne bi šli v primerjavo, ne? Ne. Super, ja. Lepo. Zelo lepa terapija. Mene je tudi plaval, že pri tem, ko je govorila, da je šla v bolnico. Jaz pa nisem slišala. Pa glih prej smo o tem govorili, ne. Travma, zapuščenost, mamica ni zraven, evo, pa smo imeli že primer. No
si nisem upala izraziti, pač tebi sem že na terapiji, ampak pač, ali pa sem pri 3 tednih sem imela pljučnico, pa sem bila v bolnici, ne. Nisem ene stvari šla že razreševati, ampak ko sem jih v preteklosti šla razreševati nekomu, ki ga z današnjimi očmi ne znam umestiti, a me je prav peljal, a mi je serviral kakšne stvari noter, a ne. Me je zdaj tukaj le malo popeljal, pač me je tudi tako, ne vem, ne znam pogledati, ne upam si pogledati. Tako da, ko je bila ta hipnoza, sem resno pozdravila. Ful lahko. Jaz sem brez besed. Počutila sem tvoj ponos, kako si jo gledal. Res. Ja, res, da gre znanje naprej. Ja, To je res, ja. Začutila sem te skupaj, kaj si res. Ja, hvaležnost, Ja. da smo že vendarle veliko naredila, ne, pa da se to že Ti si pozna. jo prav gledal tako, Ja. ne. Je vredno, ne, kljub temu, da je težko kdaj, je vredno se truditi za te duše, ne. Ja, tako, res. Tako je. Lepo, hvala. Super. No, evo, lepo res je. V bistvu jaz ugotavljam, da je res treba biti pri teh terapijah sam v srcu. Ja. In čim manj uma. Jaz sem danes res pač na cel sem pripravljena. Ja. In se mi zdi, da sem bila tako vodena. No. Že celo nazaj, sploh pol stvari, sploh ne vem, kaj sem počela. To je to. Ne vem, kaj sem govorila. Enostavno sem prihajala so stvari. Ja, to je stik, ne, z zavestjo in to se je čutila, ne. In takrat itak dobiš vprašanje, dobiš, ne, kaj rabiš, kako rabiš zapeljati. Ja. Zdajle, čisto neki ne ocean sem, ampak tako razmišljam, ta travma zapuščenosti. Pa na nek način smo to vsi imeli in vsi otroci imajo. Ja, A ne? v bistvu, Jaz ja. sem bila tudi sama v bolnici, ampak če pogledam moje otroke, in sem itak kaj je bila že sama, ko sem šla jaz fanta roditi, pa koliko sem bila z enim v bolnici, je bil drug sam. Se pravi, načeloma to travmo zapuščenosti imamo vsi, ali pa jo imajo večina. Ja, definitivno je. Vsi smo, pa jokaš sam v posteljci, Ja. starša ni takoj, ne, itak takoj, travma, ne. Ja. Otrok takoj začuti, že sam porod, koliko je travmatičen, pa potem si mogoče tam sam nekaj časa gor dole, pa kdo ga je v inkubatorju še hujš, ne. Ločen tam od mamice toliko časa, ne. Mislim, to niso heci, ne. Huda travma, ne, ta. Ker tako nemogoče, da si v bistvu otroka nikoli ne zapustiš. Če si najbolj prisotna in zavestna mama, pač v določenih momentih je, če veš drugega, kako prvič v vrtcu pustiš pa jo. Ja, itak. Se spomnim, kako sem jaz jokal, ko me je prvič tisto. Ne, mama, ne. Ja. Spomniš, Jaz sem se naučila bruhati, Ja, res. da me mama ni v vrtec vzela in pa sem pogledala, da bruham. Jaz sem pa šla zdaj. Jaz sem se naučila bruhati. Ja. Noro, ja. Kaj vse delamo, ne, da bi imeli te starše. Ampak na drugi strani je pa travma v bistvu namen bivanja na zemlji. Ja. Ja. Ne. Ja, se asociacije. Vse se že ne vem, kaj govorim. Prerasli smo mi to, da rabimo imeti travme. Pač očitno jih nismo še rabila. Ja. Zdaj človeštvo je preraslo to, da mi rabimo imeti težko čez izkušnjo. Če bomo to vlekli naprej, bo to tako trajalo. Jaz sem pa ravno, mogoče se kar skokala, jaz sem požigosala za tega, ker sem se zavedala vseh teh stvari in sem Aleksa hotela tega obraniti in on ima kontra, koliko sem jaz bila nacuzana mama. Jaz ma nema šanse, ne mi ga polagati v posteljico, njega kakati tišči, če imate vi zdaj svoj timing za posteljo, on se rab razlaufati, ne pustim, da ga te leže. In ker ga nisem, sem ga prišla iskati. Samo da je za jokcu, sem tekla. Kaj je, Aleks? Kaj ti ljudi se morajo otroki jokati, pa kaj z vami ste zmešani? In na koncu sem jaz zmešala, tako da bomo videli, kakšen bom kontraefekt. Nisem tega mnenja. Ja, res je. Verjetno Mene kar to zaboli, ko to slišam. bomo končno lahko prerasli kot človeštvo, ne, to fazo razvoja, ne. Pa da nam mora se več traumatizirati, ne. Mogoče, ne.
Bomo videli. A lahko vzgajaš otroke brez travme? Jaz mislim, da Mislim, čist brez, Ne ni moreš. tako vati. Mislim, tudi, da ga daš v vato, je druga travma, ne, je spet problem, ne. Pa ima pol vsega preveč in razvajen otrok in se ne zna boriti v življenju, ne. Pa ima spet problem, ne. Tako da težko biti pameten, ne, tle. Velike njans, velike tle nivojo, ne. Pač daš maksimum, pa itak tudi on kot duša rabi svoje zgodbe predelati, pa i česa, ne. To je pa pač njegova osebna karma pa odgovornost. Tako da, ja. Bolje po moje tudi malo izhajati tega, tukaj se mi je zdaj zadogajalo, da je to bolj tako, a veš, ker mi tega nismo dobili in potem težko damo to več. Ja, ker je bilo toliko pomanjkanje Recimo, vseh, to, ne. ko se jaz soočam, ko je manjko, ne. Jaz Ja. vem, da je moja mama vse dala v sebe. Jaz imam totalen manjko varnosti, tako jaz nisem varna, ampak ona je vse naredila, kar je lahko. Vse, največ, kar je lahko, ampak jaz sem totalno nevarna. Ja, s tisto kapaciteto, kot je In imela. moram dati več, kakor imam. A veš, tako, občutek imam jaz. Jaz se vem, vsaka generacija zaniha v drugo smer. Tako, eni, a ne, tam, ki so imeli primanjkljaj, vse bojo dali nam, zato ker so oni imeli primanjkljaj, a ne. saj Mi ne smo dajemo sicer si materialno vsega. imeli, pa nismo čustveno imeli, pa mi zdaj čustveno ful dajemo. Pa. Vsaka generacija zaniha v drugo, ampak jaz še vedno vidim, da kot duša, pač je tle učenje skozi travmo, seveda pa še karmično za nazaj, pa kar rabimo podelati, ampak se mi zdi travme kot iniciacije, kot to, kaj je moja duša prišla sem delati, se učiti. In hkrati, kar še imam za nazaj za poplačati. Ja, Prejšnjih, tle, ker ne. tle je vedno, ne, v bistvu, spominjaš se, ne, a veš, spominjaš se. In z delom na sebi ti pospešiš ta proces, ne, kaj moram odplačati, a veš. V bistvu greš, pohitriš ta proces čiščenja sence in karme, a veš. Ker če ne bi nič delo, ja, potem je pač tako je, bom živela še 10 življenj, pač zdaj bom ne vem kaj, ne, sem matra trpela, a veš. S tem, ko pa ti poglabljaš zavedanja, ne, ker ti presegaš vse te podzavestne mehanizme, ker se ti v tem življenju spremeniš, a veš, in spremeniš tisto, kar je pač nek zapis, pa tudi v duši, a veš, ki je še vedno ne ujeta v iluzije, v matrico in se reinkarnira, ne vem, neštetokrat, ne. Takrat pa se preklopiš na spirit, na duha, takrat si pa izven tega, ne. To bomo pa na gnozi malo več govorili, ne. Takrat pa ne rabiš več tega cikla, ne rabiš več teh učenj, lekcij, trpljenj, razumeš, ne, in greš pa izven tega, ne, kroga. In to je namen končne osvoboditve, ne, da se ta ciklanja samsara se potem konča enkrat, ne. Sam verjetno, ko to dojameš, ne rabiš več se Ja. inkarnirati. Ja, v bistvu ne rabiš nekega fizičnega talskega rojstva kot človek ali pa kot neke starše spet imeti ali pa, ne, si prerastel to šolo življenja, ne, v tem smislu, ne, tukaj. Ampak to je pot, to je proces, ne, evolucija, ne, zdaj kdaj bo to za koga dano, pač ne vem, milost, ne, veliko milosti rabimo, ne, vsi. Se spomnim momenta, ko sem rodila, pa ti za prvo noč si sam, ko te pustijo, da boš ti se odpočil, a ne. Meni je ob 11 sam katapult in sem šla v sobo, Aleks me kliče. In kaj pridem in tako, ja, pejte gospa zdaj nazaj. Utapustite kle otroka, ga bomo prinesli, če te naslednjič prišla. Ampak jaz sem imela tak notranji izgib, vstan, pejt. In to vidim Aleksa. Daj mi ga, ne. A veš, tako, in pa si nisem upala ga k sebi vzeti. Takoj pa rojstvo ga v bistvu pustiš. Na prvo noč. Evo, mi o Aleksu, Aleks iz gozda. Zdaj ga nam pozabi tega čuta. Kako on mene kliče, pridem, kje pa Je že začutil. Velik fant že, a ne, Harato. Ja, že ko malo bo večji kot ti. Ja, tudi tukaj. A ne? No, še malo. Ja. Ja, ti govorim, koliko si naredila. Ja, se to ne. Ok, smo vse predelali. Imamo še kaj? Kakšno vprašanje, komentar, izkušnjo? Danes ful sodelujemo. A ne? Jaz bi se tudi želela takih štiri. A ne, ja, sem zelo aktivni, zelo nas veliko zanima.
Ja, se malo pozna, da nas je malo manj danes, ne, pa je neka taka malo drugačna energija, pa vse je kul. Več tega, ja. Ok, imamo še 1:15. A gremo še izgorelost danes malo pogledati, se nekaj si že ti povedala, ne? Pa mogoče še pol kakšno vajo, čem začutil, ne, bom videl, če še kaj si podelite. Lahko, ja, malo pauze se, da jaz pripravim, grem na nov posnetek. Pa je to. No. Evo, gremo na pauzo, pa potem še zadnji del.